Papež je dejal, da je na Kubo prišel kot misionar usmiljenja. La misericordia di Dio è più grande di ogni ferita. Božje usmiljenje je večje od vsake rane, konflikta, ideologije. S tem pogledom sem lahko objel celoten kubanski narod v domovini in zunaj nje, onkraj delitev. Frančišek je dejal, da je s Kubanci lahko delil upanje v uresničevanje preroškega poziva svetega Janeza Pavla II., namreč naj se Kuba odpre svetu in svet Kubi. Nič več zaprtosti, nič več izkoriščanja revščine, ampak svoboda v dostojanstvu. To je pot, ki poganja srce številnih mladih Kubancev, ne pot bega lahkih zaslužkov, ampak odgovornosti, služenja bližnjemu, skrb za ranljive. V ZDA je papež opravil 3 postanke v Washingtonu, New Yorku in Filadelfiji, kjer je politične oblasti, škofe, duhovnike, posvečene, navadne ljudi, revne in odrinjene spomnil, da je največje bogastvo njihove dežele in ljudi v duhovni in etični dediščini. Zato sem želel spodbuditi gradnjo družbe, ki bo zvesta temeljnemu načelu, da imajo vsi ljudje neodtujljive pravice, kot so življenje, svoboda in iskanje sreče. Za zgled je postavil tudi svetega Juniperja Serra, ki je z drugimi delil Kristusovo ljubezen. To je pot kristjana, pa tudi vsakega človeka, ki je spoznal ljubezen. Ne sme se je zadržati zase, ampak deliti z drugimi. Papež je nato omenil, da je obiskal sedež OZN, molil na točki nič, vrhunec potovanja pa je bilo svetovno srečanje družin v Filadelfiji. Poudaril je, da je družina, torej rodovitna zaveza med moškim in žensko, odgovor na veliki izziv današnjega sveta, kjer gre pravzaprav za dvojni izziv, razbitost in pomasovljenje.